Smo skupina Einschlag. Poslušajte Radio Aktivno. Power and Grit je bila slišana skladba z albuma Guts and Glory skupine Einschlag. Marjan in Timo pa sta z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Zdravo. Zdravo, lepo pozdravljen vsem poslušalcem, ki nas poslušajo. Skupina z neke kilometrine. Bi se lahko reklo, v bistvu 10 let celi projekt traja, ne? Pa vsaki od nas pa ima itak že svoje kakšne prejšnje, bivše projekte. Tako je kar neke kilometrine. Lahko bi tudi rekli skupina dveh generacij. Lahko bi, ja. Jaz sem zdaj kasneje prišel, mislim, je kar malo razlike v letih. Samo se muzičari tako razumemo, ne, tako leta niso vira. V muziki neka generacija tako daleč, no, sicer v osebni izkaznici se vidi, ampak muzika pa je čist nekaj drugo, ne. Ne je to futbal, ne.
Čeprav se verjetno to tudi malo pozna potem pri ustvarjanju. Timo kot mlajša generacija, pa Marjan ti kot starejša. Mogoče so vplivi glede muzike, kakor je poslušal, ne, malo različni, ampak jaz na primer tudi poslušam takšne store bende, kak Marjan posluša, pa tak Denis posluša, ne. Tako imamo tudi skupne interese tak v muziki. Približno v muziki tako moraš sam sebe najti, ne. Vzorniki so, a ti moraš, če ustvarjaš, moraš sam sebe najti, pa tisto delati. Tako si lahko uspešen, mogoče. Je treba najti svojo špuro. Svojo špuro, tako. Guts and Glory je naslov vašega prvenca. Pogumni ste, slavni še boste. Slavni. Gremo na naslednjo vprašanje, ker o slavi gočati tu pri nas, v naših krajih je to malo tak, ne. Težko rečemo samo na primer za naše kraje, ampak če gledamo malo bolj globalno, kaj ti delate globalno glasbo, metal. Ja, v sveti se lahko hitro zgibiš, ne. Koliko je pri nas manj vsega, koliko te manj šljivijo tudi, ne. V sveti pa je puno vsega in te spreglednejo, ne. Tako... Se poznam tudi v metal glasbi, hiperprodukcija glasbe. Hiperprodukcija. Ja, kajti če gledamo globalno, vidimo danes, da je hiperprodukcija glasbe je toliko, da je v 100 letih ne moreš poslušati kot posameznik v enem letu. Pač to se tudi najde v muziki, ne. Samo mi smo že od začetka šteli imeti bolj surovi sound, pa takši, ko ne da stori grota, nekaj svojega tudi. Tako, ko je ni preveč spiljano vin, ko je resen to, tako kako mi na koncerti zašpilamo, ko je takšno na albumi. Jaz bi rekel, ko je kar opaziti neke hiperprodukcije tudi. Naprimer na kakem festivali, ne vem, 8 bendov, pa te eni so malo drugačni, ovih 7 pa vsi isto zvenijo. V bistvu se ne menja noben, niti vokalist, ne. To sem že večkrat opazil na bilo kakih dogodkih. Pri nas in vne. Pričeli smo skladbo Power and Grit. Ali to opisuje sedanje stanje? To je, kako bi povedal, nič novega je to, ne, tako daleč. Vemo vsi točno, o čem se goči, ne. Več imamo oči bolje pohlepen, ali, in to je žal realnost, kjer je prisotna pač v današnjem cajti. Kar se pa v zadnjih 2 letih še mislim, da bolj ekstremno kaže. Vsekakor. Kako pa Timo, ti gledaš na to? Sedaj, ko si 18, Ja, na moč in pohlep. Malo se počutim glede tote situacije s tem virusom, malo oropani totih mladih let, kanega koncertov pa to. Sem se tako veselil, tega koncertov je odpovedano, se ne samo za mene, ne. Ja, pohlep pa to, pa itak, ko je vedno bija, pa verjetno vedno bo, ne. Mi pa se verjetno počutimo oropanih najboljših let, ne. Tako, vsi smo oropani. Druga bo Bitching, Lying, Hating. Bitching, loving, hating. To pa verjetno, seveda Denis piše besedila, ne. Mogoče bi najbolj primerno bilo, ko bi on razčlenjeval, ne, to. Ampak sigurno mu je kaj dogajalo v življenju, ker, kako je on meni rekel, vse kaj napiše, vse se mu nekaj dogaja, ne. Ne nekaj na pamet ali pa tak, samo ko nekaj je, ne. Inspiracijo išče v vsakodnevnih, kjerkoli je možno. Your face for the rest
En človek je radioaktivno, Marjan in Timo sta z mano. Marjan, ti si v zasedbi od začetka? Ja, jaz sem od samega začetka. V bistvu ustanovitelj. Leta 2012 ste pričeli, ko sem prebral na spletu. 2012 se je začelo, vse skupaj, seveda cilj je bilo to, kar smo mi zdaj naredili, ampak mi smo se v bistvu bolj ukvarjali z kadrovanjem, kot pa z ustvarjanjem. Ne. In je pač 6 let, ne morem reči, kaj je šlo v nič. Prišle so prve ideje, prvi zametki, prvi komadi, kjer so se prearanžirali ali bilo kaj, začelo se je, ampak ker je vedno bilo neko kadrovanje, pač ne vsak za vse, ne. Mogoče je kdo kakšne osebne probleme tudi imel in smo pač cajt je leto, ne. Mogoče bi mi dva zdaj mogla biti tu pa predstavljati tretjo plato, ne. Ampak nažalost mi dva zdaj prvo plato predstavljamo, ne. Omenil si kadrovanje, to je danes zelo pomembno. Ampak vidim, da ste vi dobro kadrovali, imate mladega, odličnega bobnarja. Pa ne je to bilo na pamet. Jaz sem njega spremljal že, ko še bil taki mali, ne, zdaj ne vse anekdote Toguča, ki sem ga prvič videl, pa to, ne. Ampak ja, spremljal ga sem, pa tudi po internetu sem videl, ko je eno par zadev redno, konkretno odšpila, sicer še je bil taki malo bolj mali, ne pa tak, ampak leta hitro grejo, bil si star, koliko? 14. Da smo mi v bistvu prvič zadžemali, ko sem nas prišel. In takoj, dečki, ne odžemali, ampak projekt je plata, mi moramo posneti platu. To mora biti osnovno vodilo in tega smo se držali in smo relativno, kako dolgo smo mi to delali. Je letnica. Ne letnice. Mi smo to delali vsega skupaj. Mislim, da smo na 12 vajah napravili v bistvu skoraj vse, no, tako daleč. Mi smo te komade, jaz sem jih te prvič čuja, jaz sem komadov skoraj nič ni predposlušal, ne. Marjan mi jih je te zašpila, pa Denis, pa te smo jih skupaj na vajah delali, oziroma jaz sem bobne na friško, kako se mi je zazdelo, co je zašpila, ne. Aranžirali smo v bistvu in to smo zelo hitro, ne. To se nikdar v nobeni postavi, kjerkoli sem špila, to ni tako na hitro zletelo, kot praktično v bistvu v 2 mesecih se bija, v slavi 2 mesecih se bija kredi, ko bi skoraj lahko šel plato snemati, ne. Kako to, da ste samo 3-članska zasedba? Manj članov, manj problemov. To je res. To si dobro rekel. Pa jaz pa mu še tudi dodal, ko naši odri, ko obstajajo, ne moreš dati 4. člana, kam ga češ dati? Ne. Slovenija je mala, mi smo mali bend, vse je malo, vse je zminimalizirano, ne. In Meni tudi paše, ko njega pevca ekstra, ko pred mene stoji, pa se me ne vidi. ja, to je, bobnar se tudi rad vidi, ne. Ali pa mogoče bobnar stopi še pred mikrofon oziroma za mikrofon pa kaj zapoje. Ja, to pa... To je že v mislim, da zgodovini znano. To je znano, samo... To bi pa lahko probali mi, zakaj se nismo probali? Ja, ko bi malo tam... Rešeni. Ko bi malo piča ovega Peter Krisa od Kisovcev, ovi popevle par komadov in popevle boljše od Stanleya, na primer, ne, včasih. Glasba? Why bo naslednja? Ja, lahko, naj poslušajo, komod.
chance to heal to know what's real. The house of death is opening. I can't believe what's happening. Oh my God, can you help me die? This endless pain is growing in me. Asking myself why you have chosen me. Oh my God, can you help me die? This endless pain is growing in me. Asking myself why you have chosen me. Why? Why? Oh my God, can you help me die? This endless pain is growing in me. Asking myself why you have chosen me. Oh my God, can you help me die? This endless pain is growing in me. Asking myself why you have chosen me. Skupina Einschlag z albumom Guts and Glory oddaje Radioaktivno. Marjan in Timo sta z mano. Marjan, pričeli ste kot Franz Josef I. Kako potem to, da ste sedaj prišli do Einschlaga? Mislim, da je to Denis začel s tem nekaj, ne mu reka napekati, ne, ker je nekaj okoli tega sviralo. Ne. Pa še obstajajo neki Avstrijci, Kaiser Franz Josef. Ne. In te smo se mi z Denisom to nekaj menilo okoli tega, pa se nekako dobro, pa te smo tako jemi rekli, seveda, ne, pa te seveda, ne, nova plata, pa novi, pa tudi neke negativne stvari, kaj so se v preteklosti okoli Franca Josefa dogajali, najboljše, kad to se vse pozabi, pa to mi štartamo od tega trenutka naprej, kak Einschlag, pa tako tiramo dalje. Nova zasedba, novi album, novo ime. Usmerjen na avstrijski in ogrski trg, glede na to, da bi to bil neki avstrijski cesar in ogrski kralj, nekaj takega, Franz Josef, nekoč. V našem jeziku prlešken je itak germanizmov puno, ne. Zato ti Einschlag se nas ničuje, jaz sem to enkrat, ne bom rekel pametnjakoviče, mudrijaše posluša, kako so neke vino, pa je neše vino preveč Einschlaga, ne. In to mi je te tako stalo nekaj, ne. In prvo, kdaj prišti z neko idejo, ne, pa še celo na naše kraje se navezuje, evo ti Einschlag, ne. To je tipično prleško, ne. To ne vem, če Avstrijci sploh razumijo, čuje se avstrijsko, ampak dvomim, ka vsi mladi sigurno ne, mogoče stari Avstrijci uporabljajo to besedo, ker ni to Einschlag, kaj pomeni udar, to je Einschlag, kaj pomeni žveplo ali pa švefel, pravijo Avstrijci. Zdaj, če to kdo uporablja, pri nas stari ljudje še sigurno, ne. Imate pa nemški zapis, Einschlag. To smo precej razmišljali, če bi bil SH angleško ali bi bil š, ne. Te pa so problemi glede YouTubea, da kdo išče v brskalniki, ne. Š je problem za druge, ki nemajo š na tipkovnici. Te SH pa se nam nekak ne je zdaj, smo se na konci za SCH odločili. Pa še boljše nam zgleda logotip. Logotip tudi funkcionira, dosti boljše, kak pa če bi z našo pisavo šel, ne, komplicirati. Naslednja bo Blackout. Blackout. Jaz nemam izkušenj z Blackoutom. Jaz še ga nisem dožival, ja vrak ne. Hitro ga doživiš. Ok, ja, lahko ga kdo hitro doživi, ne. Denis ga sigurno je, no, koliko ga poznam, škoda, ka ga njega tu, bi lahko on to kaj več povedal o tem, ne. Vači komat je pa čist taki, mislim, da je to najbolj neka klasika heavy metala, tako se meni zdi, no, tako ga jaz osebno čujem. We
Blackout je bila slišana skupine Einschlag, glasba metal, splošna oznaka ali bi vas lahko označili kako drugače? Lego kar rečete, Einschlag. Einschlag metal. Ne vem, jaz se ne bi tako etiketiral, no, ker je gori mešanca, bar zdi se ne. Lahko rečemo heavy metal, ampak zdaj pa če primerjamo z Judas Priest, to nema veze z Judasi, to nema veze z Maidne. Najboljše, ko vsakši najde v muziki svoje povezave z drugimi bendi, oziroma ko smo dopodne, nekaj našega. Ja, to si dobro povedal, točno tak. Drugače pa veliko ljudi potem uvršča tudi metal bende v razne te podzvrsti. Ja, to v bistvu Bi vam lahko bila katera bližje? to v bistvu vsi delajo, ko uvrščajo. Ziher je nekaj, bolj smo old school, ker nismo tako fest producirani, ne? Pač bolj surovi želimo biti, ne? Drugače pa je tak mešanca, za mene je mešanca hard rock, metal, nekaj takšega. Bi se strinjal, ja, hard rock ima mogoče tudi kar nekaj vpliva. Samo ne tisti cukrani hard rock z Poison pa to. Bolj konkreten hard rock, ne. Gunsi so znali kaj konkretnega svoj cajt. Pa ni Sweet Child of Mine, ne, ampak je kaj drugega. Tudi mogoče kakšen AC/DC bi jaz rekel, kaj je tu kar prisoten v vseh totih udarcih vsakega člana, ne, oziroma načina, kako se spravlja sploh špilat, ne, je mogoče AC/DC tista osnova, na katero smo mi rasli ali nekaj takega. Ne. Kajti večina se tako občutek imam, metal povezuje z vokalom, ki ga marsikdo ne razume. Vas pa se dejansko da pri petju razumeti, Ja, da je vokal jasen. fajn je, če so pač besedila napisana, ko so razmišljena, tako kako jih je Denis pisal, niso pač, ne, kar nekaj, ko so razumljiva, seveda, ne, ko on tudi, da našče svoj toti message med ljudi spraviti, ko še pač s komadi povedati, ne. Meni osebno se ne zdi smiselno, ko ne bi ama ništa razmal v vokale. Ne. Jaz sem to vedno tako gledal, dobro, štimonge so v redi, pa to mogoče paše v muziko, mogoče v aranžma paše, ampak zakaj te vokalista meti, če ga tako ali tako nič ne razmiš, ne? To še zdaj nisem skužal, v čem je fora tega, ne. Vse to te grobe bende, ne, naprimer vzemu Slayer pa to so jaki bend, to vdarijo dosti bolje, kot marsikeri za temi čudnimi vokali, mu se tako izraza, ne. Pa je vokal relativno razumljiv, ne. Samo je pa tudi resen, ker je leko fest ekstremen vokal, pa če je vrede pač za popevane oziroma za drete, kako bi rekli, se ga tudi dorazmeti, ne. Pa je tudi leko fest kvalitetno, pa je lahko dretje na to ekstremo. Pa sigurno, samo redki so taki, ne. To morajo znati. Ponavadi so taki, ki pač kar neki, bi ne še bolj strokovno, stroka bi rekla kar neki, ne. V nadaljevanju ne bo kar neki, ampak v nadaljevanju bo Dead Inside. Po tem komadu bi povedal, ko se mi kar zdi tisto zelo mračen, ne. Ne vem, kaj komi dogajalo, ne, ko smo se spravili v tako mračnjaštvo, pa to samo mislim, ko pa ga potli malo potegne, malo v tisto neko, čutim, bar jaz ga preštima, ko ga potli malo vseeno iz tiste grabe mračnega potegne malo nekam na sunce ven, čisto tako po domače povedano. Malo življenja dobi nazaj. Malo život, ja, hvala Bogi, ne, tisto na začetki silom živ, no, te pa potli, ajde, naprimer, sedaj boljše.
Dead Inside skupine Einschlag, Guts and Glory je vaš prvenec, ko si prej dejal že Marjan, 10 pesmi ste prinesli nam, izbor materijala, ki ste ga naredili, je še kaj ostalo, ki je v zalogi? Pa vedno se najde kaj, se že nekaj razmišlja o nekih zadevah, o nekaj, kar ne bi bilo slabo, pa ne bi bilo samo, mislim, kad je hitro obveščeni, kad je nekaj, ampak treba še najti tisti pravi koncept, ne, tu še malo, ampak je pa že marsikaj tak približno. Za teh 10 komodov vse te, da se aranžma dela tudi s Tilenom, se je precej dobro to naredilo. Te smo še tako delali, ko so se demoji naredili, pa jaz sem še te, ki sem še bil v osnovni šoli, sem na računalniki bobne naklika, ko so bili samo za demo, pa te smo potlej tisto editali, tako, ki je bilo v končnih oblikah, pa te se je šlo snemati. Kdo skrbi za glasbo? Jaz pridem z rifi. Jaz bobne cel dan, Denis pa bas pa vokal, tako vsak še svoj del. Približno tako se dela. Seveda pa trebamo vsi skupaj najti tisti flow, tisti groove, ne. Ne še vleči ta, tu ne narediš nič, ne. Ampak neki koncept moramo, vedno nekako najdemo, ne. Kam bi naj sploh komača, ne. Ker riff lahko ti interpretiraš tak ali ovak, ne. Pa zaenkrat nam je to kar dobro. Naprimer, Guts and Glory, ne, mantrali smo toti komad, da smo ga, te pa je samo Denis enkrat prišel, pa ga je v bistvu v neki punk postava, pa smo rekli, ok, pa naj bo en komad, ki malo diši po punki, no, nič ne škode, ne. Potem je veliko skupnega dela za aranžmaje. Večina se tako zgodi na vajah, ne. Špilamo, pa te vidimo, kaj gre, kaj ne gre, popravljamo stvari. Moram pa reči, ko se je tudi kar nekaj spremenilo zdaj v cajti med vajami, pa ko smo do studija prišli, ne, pač v celem procesu produkcije. Da enkrat demo posnemeš oziroma predprodukcijo, da se ideš. Te potle vidiš, dečki dragi, tu še nekaj fali. Te pa treba začeti razmišljati, ne, kako treba plat zapolniti, ali pa naprimer komad padne, ne, tako da bi mogel zrasti, da bi mogel ven potegniti, da mu reka, gate vtrgati, ne, ti padne, ne. Ja, in to so te potli studijske in te se razmišlja in te se nekako to popravi, seveda, pa mislim, da nam je to kar gratalo, no. Za besedila potem skrbi Denis? Ja, on je ama vse napisal, Vse v angleščini? vse v angleščini. Da je internacionalno. Kar pomeni, da ste odprti za mednarodni trg. Seveda, ne branimo se. O tem še bomo nekaj rekli, kajti to je tudi zaslediti na spletu. Naslednja bo kar naslovna skladba. Guts and Glory. Samo piči. There's so many successful stories. Everyone wants to be a part of this glory. No one wanna be a rock and roll star.
Naslovna skladba Guts and Glory skupine Einschlag vdaje Radioaktivno. Kot je brati na vašem Facebooku, vidim, da je odziv na izdelek dober. Marjan razpošila tudi v tujino, pa se najdejo kakšni članki, da napišejo, kaj je bilo Argentina. Argentinci so, pa tam nekaj, kaj so tisti neki Barbados, pa to, pa tam so celi nori, jaz sem to sploh ne znal. Jaz se sedem za kompjuter, televizije več ne gledam, ker ne vrem gledati, ne. Nisi edinem. Nas je več verjetno in te nekaj iščen, rovlen in to ne, pa marsikaj najdeš, kaj sem sploh ne znal, kaj obstaja in padneš nekaj noter, ovi pa tam začnejo besneti okoli tega, ne, in dobro, hvala Bogi. Zdaj pa se zdi, ka že domači tudi malo bolj pozorni so gratali na to, kaj se pač dogaja, ne, se vemo vsi, ka sosedova črešja je boljša, ne. Špansko se že kaj učite? Glede na to, da ste imeli poziv, če kdo ve prevesti to in to iz španščine. Jaz sem si kar z Googlom pomagal, pa sem si prevedel. Ja, eden nam je prevedel, ne, tisto. Bobnar je na baterije, Denis pa vozi bugi. Naš nam je to prevedel dobesedno, ne. Okay. Ja, tako da boste morali tudi v Argentino kontaktirati Angeliko Arendel, kajti ona je o vas pisala. Lepo je, mislim, svaka je častno, mislim, jaz sem veseli. Nemam kaj reči, pa ne je to Argentinka, mislim, ka je Venezuelka, če se dobro, ker jaz se to potli malo, itak malo tisto odkot si pa to, ne. Mislim, ka je z Venezuele ali kaj je to, ja, nekaj takega. Daljne države. Mislim, daleč, ne. Na drugi strani vesolja je to, dečki dragi. Ne je to tu. Vidite, kaj danes dela internet. Pred kakimi 20 leti bi to bilo skoraj Mission Impossible, danes pa si dejansko lahko predvajam na drugem koncu sveta v naslednji sekunde. Ideš na Facebook, nekomu pošlješ, pa že predvajajo. Tako simpel je. To je resen, samo je pa nekaj pred 20 leti nekaj drugače bilo. Si tu na drevu en plakat zabija, pa si vse v Romužance v Radencih na koncerti meja. Zdaj pa lahko Facebook, pa cajtinge, pa ne vem, kaj še vse obstaja. Vsi ti portali, pa to pa ne boš več enega tam videl. Tako smo pa nekdaj delali. En plakat A4 format na roko pisane je bil za dosti, ka si doba vse roke, revormoži, ali pa mi smo sem tudi doj v klet hodili v toti Unterhund. Taki plakat je visa, A4 v Radencih v klubi, pa smo te vsi leteli, ne. Zdaj se to zdi Mission Impossible, ka se kaj takega lahko zgodi. Tako, vedno so neki fenomeni, ne. Meni se bolj dopadnejo stari cajti. Mislim, dosti bolje je bilo nekako tako po domače, pa tru, pa... Jaz pa se jih ne spotim. Ti pa se jih... Zato pa Timo samo kima. Ja, zdaj tisto, ja, zdaj pa nekaj sanjajo, ne, bilo je lepo, lepi cajti so bili. Zato bo Timo poskrbel, da bo na Facebooku in Instagramu več objav, da bo se skušali tako privabiti poslušalce na koncerte. Ja, Instagram bi še mogli malo bolje zalaufati. Facebook ima Marjan kar... V malem prsti. Malem prsti. Instagram pa ja, sej, sem mogoče malenkost bolje domači stan, ja. Pa jaz ne štekam na Instagram, kaj tam sliko objaviš, pa... Ali video, pa kaj napišeš. Video se tudi da objaviti. Tudi, ja. Tudi, ja. Meni je že Facebook preveč, jaz ga že gledam na en Moraš sajt. storije gor devati. Če ne bi dveh glupih igric špila, pa če ne bi zdaj mi slučajno plate imeli, jaz sem siguren, ka bi jaz Facebook doj vrga, ne. Ker blokira se ni tako vse to te politične aktiviste, ker če jo mene spremeniti, to se njih že davno blokira, ne. Pa ker o nekih novih resnicah pišejo, ne. In gledam ga že en cajt, ka bi samo zdaj ne smem tega delati. Mogoče vas sem kdaj to lahko privoščal, ne. Naslednja, Prozac Nation. Komad za zgodovino. Ja? Ja. Da te pa povej kaj več o tem. Ja, to je bil prvi komad, kaj sem jaz čuja od še te z starim imenom Franz Josef. To je resen tisti komad bija, ki sem ga čuja, pa sem se glede na to odločil nekak, ka se mi je muzika dopodnela, pa ka me zanimlja sodelovanje v totem bendi. Smiling faces ever so rare, walking in my deepest pain.
Skupina Einschlag z albumom Guts and Glory oddaje radioaktivno sta Marjan in Timo. Marjan, kaj pa vam pomeni to, da vas zavrtijo na radiju v Minnesoti, Avstraliji ali pa v Boliviji? Pa mogoče v Varaždinu? Ali pa sedaj oddaje radioaktivno na Ormožu? Po pravici naj povem. Po pravici. Ego si pumpaš s tem gor. Točno tako, to je čist pošteno povedano. Je pa nekaj, ne muzika za jebancija. Večina ljudi misli, da so to za jebancije. Ampak toliko cajta vložiš, toliko cajta treniraš, toliko cajta, ko ne morem rekel, koliko uprema košta, to sploh nema smisla gučati. Pa ko nikdar do konca ne prideš, niti za treningom, težko si sam sebo zadovoljen. Pa ne neki izdelek, pa teka ne bi, mislim, meni se to dopadne, ko so nas nekaj zarolali, pa kakšen je odziv. Baje je dober, koliko sem potli feedbacka, čujo narod tam nekaj čujo. Kaj mi lahko z tega potegnemo? Dosti verjetno ne, ker če realno gledamo, je to vse nekaj daleč, ne. Ampak je pa vseeno spodbuda za našo delo naprej, ne. Tako bi jaz to vzel. Tako, če se vrne na začetek, ja, ego si napumpaš, ko potem lahko dalje delaš, pa ko se dobro počuti. To je predvsem za dobro počutje ekipe ali bilo koga, ne. Dejansko neke vrste motivacija, Timo? Motivacija, kar ti pač zadovoljstvo te da, ko pač dobiš nekši feedback na svoje delo, ko narediš. Pa te, če je pozitiven, še tega boljše. Pomeni tudi takšno pohvalo ali kritiko sporedno s tem? Kritiko, no. Vašo glasbo, na vašo delo, verjetno tudi taki najdejo. Ja, ene mogoče na glas moti, ne. To sem že čujo nekšo kritiko, ne moti. To sem zdaj malo narobe povedal, ne moti. Ampak čuje se, ko gočimo mi za to tem trdim naglaševanjem, kaj je pač značilno za to našo pokrajino, ki smo mi doma, ne. To pač tak je in dvomim, ko se to da rešiti. To mora biti človek, kjer je po sveti hodi, pa še tistega čuješ, ne. Če je od tu. To je edina tako daleč, no, kritika. Jaz ponavadi za kritiko pitam osebno ljudi, ki vem, v čem gočijo, kaj te konstruktivna kritika, pa tudi imaš nekši hasek te od tega, ne. Kaj ne, samo nekšo šimfaje, ampak ko čuješ dejansko, poslušaš, pa en zavipleš, ko ti povejo, kaj mogoče naslednjič boljše naredi, pa te tudi ti pomoga, ko je resen naslednji izdelek, ti mogoče še boljše. Verjetno je dosti boljše pri vaši glasbi, da kritiko piše nekdo, ki to glasbo posluša, pa ve, za kaj se gre, ne pa da nekdo, ki nasplošno, kot jaz na primer poslušam vse žanre, ker jih pač moram za oddajo, pa da bi jaz zapisal o vaši glasbi kritiko. Ja bi se s tem deloma samo strinjal, ker vsaki, kjer sploh posluša muziko, ima nekaj razvitega, ko ve, če je zadeva kvalitetno narejena ali pa kaj je samo tak nekaj, ne. Ne nujno, kaj je neki metal ekspert, ne, ker toti so tudi zelo subjektivni. Ker ko jaz to malo sem spremljal zadnje cajte, zelo subjektivno toti kritizirajo. Mislim, eni objektivno, ampak dosti je subjektivnih, ne. Verjetno, kdo koga naprej tiši ali kaj te vem, vedno je tak, ne. Ampak nekak bo, ja. Filti bo naslednja? Ja, Filti je pa naslednja. Up and down my spine. She came to me
Timo in Marjan, odre, Ojoj. bodo, ne bodo, Komaj verjetno čakam. si jih želite. Komaj čokan, pogrešanih, kak ne vem kaj. Zdaj glih sploh v totih letih, ki sem 18 let star grota, izpit za avto, ka bi lahko zdaj pa gremo na koncerte, Timo Pela, gremo, ne? Timo Pela, Pa- to ja. Pa- Tu sem te čakal. Pa kaj je tak, ka se ne, mislim, no, ka se je manj odvisen od drugih, ne, mogoče tudi od staršev, ne, mogoče ne mrejo, se palaš sum na koncert, pa pač ideš, ne. Te pa pride pač toti virus, ki ga ni še nema rad, pa nam pride na skriž, pa vse ide po bregi dol. Malo je žalostno, malo fejst. Marjan, ti že imaš, kot smo prej rekla, neke odrske kilometrine, verjetno pa želja čim prej biti ponovno na odrih. Pa vse mislim, kaj jih Timo tudi ima kar kilometrine. Želja, ja bi še samo nekaj dodal poleg odrov. Fajn je pa tudi, če še kakva publika spodaj, ne, to pa še teko boljše. Samo oder pa svirati tam kelnerci, pa to je brez veze, ne. Mogoče ne na stolih z 2 metra razmaka. Ja, pa s takimi, zato se niti ni še ne sili, ka bi gi lahko, ker nekaj se je dogajalo, pa to samo kdaj jaz vidim, ka bi tam neki stoli, pa razmak, pa halo, pa mi smo rockeri. To človek mora v lufti biti, ne pa na stole. Imate tudi kaj popraševanja oziroma kaj interesa stojine, glede na to, da je glasba v angleščini? Slovenija je tako mala, ko si v enem tedni, ali pa ne vem, mogoče v 2 tednih prešpilaš vse. Sploh kaj neko prideš, ker jaz dvomim, kamo tam mi v Ljubljani na največjem odri nekaj, kada nas sploh došljiva, ker pač zadeve ne je to samo tak, ne. Zadeve so malo drugačne, kako se komi zdi. To, kaj je za nas, kam do nas gor postavljali, če nas bodo postavljali, to bomo mi hitro odšpilali. Te se pa zadeva stavi, ne, in fajn pa je vedno iti malo v tujino. Če ne drugo, nove ljudi spoznaš, nove kraje vidiš, se to je v bistvu point vsega tega, ne. Delaš muziko, ko te potli potujvleš in vse to lepo interpretiraš, pa to spoznavljaš nove ljudi in tako se to dela, ne. Slovenija pa je res mala, boga, scena je slaba zadnje cajte, je to katastrofa, tudi pred korono, ne samo zdaj, ko pismo to, je to užas bija, ne. Vse, kaj se tiče klubske scene, kaj se tiče in obiska, tako neka melanholija vlada, že preja, zdaj pa tak ali tak brez veze o tem gučati, ne. Drugače pa v oddaji običajno sprašujem samo jaz, ampak letos sem se odločil, da bodo tudi drugi glasbeniki spraševali glasbenike. 4 vprašanja so pripravljena za vaju. Najprej želite izvedeti, kdo vaju sprašuje. Ja, seveda. Sprašuje skupina Tabu. Niso vedeli, kdo bo naslednji gost, tudi video bosta potem zastavila vprašanja za naslednje goste, ne vemo pa, kdo bo naslednji gost. In sicer prvo vprašanje bo zastavila Eva. Kolikokrat te stisne na WC, preden je treba iti na oder? Natanko enkrat, zadnjič. Kaj to misli, malo potrebo ali veliko potrebo? Karkoli lahko izbereš. Kajkoli, jaz mislim, ka 3-krat. Jaz sem mogoče malo bolj napeti, jaz sem itak na fronti, ne. To je vseeno malo bolje, ne. Zato mogoče me malo se čejo živci, malo nervozen. Prvo minuto, do prvega akorda, da prvi akord potegne, te njega več nič, ne. Ampak da se gor pakivam, pa to te pa sem manj, da ok, da šlo, bo, grem še reši je, ne, tak je nekako to. Drugo vprašanje je zastavil Tomaž iz skupine Tabu. Kakšno je bilo najdaljše obdobje od trenutka, ko je bilo konec nastopa, pa do trenutka, ko ste prišli domov? Za nas, to zdaj točno ne vem, ker je že od zadnjega nastopa tako daleč, ko se ne spotim. Osebno pa verjetno na kakšni manjši turi, ne prideš z koncerta, še tam počakaš na ostale bende, se še kaj podružiš, pa te do placa, ki prespiš, pa tak, ne, pa te naslednji dan. Mi smo, mislim, ka 24 ur smo, te še tebe ne bilo poleg, da smo se z Dubrovnika pelali, te smo imeli tam, kako smo prišli prek Bosne, tam smo mi en mali unfall imeli, ne. In je kühler stekal in smo ne mogli s kombijo naprej in smo čakali človeka, ki je z Lutomera prišel po nas naložil pa nazaj in to je cel dan šlo, no. Tako se je nekako to približno vleklo. Tretje vprašanje zastavlja Primož. Kolikrat ob nastopu pogledaš na telefon? Jaz osebno na začetki, če mogoče kakšno slikico na Instagramu ali pa nekam počem, pa te na konci. Vmes pa bolj težko. Jaz pa telefon v avti pišem, tako ne gledam telefona. In še zadnje vprašanje zastavlja ga tudi Eva, pevka skupine Tabu. Kako izgleda trema pri tebi? Čik za čikom. Jaz pa ne kadim, pa ne pijem, tako Nimaš treme. vsaj pretvarjam se, da nimam. Pa suhi gud dobim, da imam malo treme, suhe čobe. Tako jak zdaj, na primer, ne. Moga malo vode spiti, samo zdaj smo skoro konec, ne.
Skoraj da. Pred zadnja bo tu in sicer Find Your Way. Meni je osebno ta komad najljubši z plate. Najbolj fajn mi ga je zašpilati. When we are born, our soul is pure. We all came to this world alone. All the children one day will touch the sun, burning fingers one by one. The day will come when everything is gone. You ask yourself what's the meaning of life. Living day after day with the pleasure and pain. Not asking why the world is so great. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. You're not afraid to make mistakes, to find a way out of our own maze. No one will save us by ourselves. No one can and no one will. They will come and we are burning a hole, not knowing ourselves and out of control. We alone must walk the path, follow the light, that is your guide. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. Find your way. Find your dream. Follow your dream. Day after day. Don't be scared of your life you are living in. Find Your Way, skupina Einschlag, Marjan in Timo za konec. Moče še nekaj besed o tem, kako do vaše glasbe, kako do albuma. Album je objavljen na YouTube, je tudi na vseh totih streaming platformah, Spotify, Tidal, Deezer, pa iTunes, pa vse to, kaj je. Mislim, da brez izjem povsod se ga da najti. Samo en šlog, Gods and Glory notri napišeš, pa ni je težko do njega priti. V fizični obliki pa se ga da dobiti na strani Zavod Droplja, se ga da naročiti, ali pa mislim, ka še ga ima v knjigarni v Radencih, ka še ima enega, mogoče dva, ne vem, nisem siguren. Tako hitro pojega. Ja, bi priporočal, ker so že skoro v bistvu
svalili. No. Razmišljate tudi o vinilni izdaji glede na minutažo? Smo že razmišljali o vinilni izdaji, ja. Moramo sicer za dosta interesentov dati, ker je malo večja investicija za vinilke, ne. Drugače pa mislim, da je kar nekaj ljudi, ki bi bili zainteresirani za to, ja. Absolutno na vinilku, tako ali tako se takoj za to, ampak kak je Timo rekel, to je vseeno malo investicija, ne, pa treba na oder iti. To je osnova, iti na oder, ko vidimo sploh, gi smo, kaj smo, če sploh smo, in potli je to vse potli ležene. Uradno plate, vinilke lahko delaš tudi čez 5 let, ali lahko je hitro, lahko čez 5 let. Fajn bi pa bilo, to je že itak plan bija, ne, če ne drugo bi si sam sebi eno naredil, ne. Ampak pravim, investicija je tu malo težava, ne. Verjetno se bi jih največ prodalo ravno na nastopih. Tudi to je res, ja. Tako kot merč, majice pa to. Največ na nastopih ponavadi gre. Drugače, sproti informacije na družabnih omrežjih, tam verjetno največ komunicirate danes? Tam je kar aktualno, ja. Marjan je precej aktiven na Facebooku, kaj se novega zgodi, je, mislim, v roki dneva gor, tako smo na tekočem. Tipa Instagram. Instagram, tako. Ja, Instagram ne, jaz tega ne delam, meni je že Facebook too much, ne, ali kako bi se temi reklo. Bo pa se po objavi tudi ta intervju znašel celoti na YouTubeu, tako da lahko poslušalci tam znova in znova poslušajo. Prej sta že menila tudi nove ideje, tako da ne bo ostalo samo pri Guts and Glory. Definitivno ne. Zdaj samo ne vem, zdaj iti plato snemat, ne, to je opet finančni zalogaj, brez tega ti na oder greš, ko se ti nekaj ne zgodi, to je enostavno zdaj trenutno nemogoče. A single pa zna priti kar hitro ven, no. Verjetno, skoro letos bi mogel neki single priti ven, to je tudi cilj, ne. Tudi podprt z videospotom? O tem, kaj razmišljate? Danes je dobesedno to nujno potrebno, da je videospot, kaj ti glasba se tudi gleda, ne samo posluša. Ja, to bi dalo na te, ampak zdaj je pa tak, ne. Videospot več skoro nigi ne more se vrteti razen na YouTube, ne. To pa je zdaj ena velika žalost, ne. Nega več videospotnic, nega več roka, nega več videošpona, nega več v bistvu nič, ki bi ga lahko zavrta tam potli, pol noči komi češ vrteti, ne. Če sploh prideš ta, ne. MTV-a več ni še ne gledal. MTV-a ne gleda noben, nega več Beavis and Buttheada, so neke, ne vem, kaj se lišpajo. Nekaj sem zadnjič gledal, vsi se nekaj lišpajo, pa duckface delajo, to te dekline nesrečne z dolgimi nohti, pa rade bi bile, ne vem, kaj bi rade bile. Tak ena žalost, kaj se tega tiče vlada, ne. Seveda zdaj videospot pa ja, seveda, če ne bi pa to v kakve enormne stroške privleklo sebo, ne. Ker ne se to poceni, haska pa, ne vem. Treba preceniti, koliko je investicije, pa koliko je dejanskega potlej haska z toga. Metallica je 5 let ne imela videospota, pa so gratali jaki, brez videospota. Prvi je bil One, naprimer, ne, so imeli to in to je 4. plata. 3 plate so brez videospota, pa so bili jaki, ne, taka. Boste pa ohranili metal image z dolgimi lasmi? Ja, to pa imamo res vsi isto frizuro, če drugo ne. Ja, zdaj, po malem jaz mogoče že sivi grata, ne, tako bomo mogoče po farbah, drugače vače farbe smo čisti isti, ne, tako da bi bili v žlahti, ne, tako približno, ne. Jaz sem tudi že dobak, da smo včasih ki v cajta, ki se je produkcija pa predprodukcija delala, še z producentom Tilenom šli. Tilen ima tudi tak lase vrčop, ne, te pa sem doba od sošolcov ali pa tak, ki me kdo ki vida, ja, če so to bratje ali atek ali kaj takšega, ne. Poslovili se bomo skladbo Not Enough. Zato te komat moram reči, ker sploh ne bi planirani, kaj bi sploh obstaja, ne. To smo v bistvu o tem debatirala jaz pa Sapač v studiji, da sem jaz začel to predprodukcijo snemati, ko smo sploh, ne. In te je on tak nekaj malo zjamrava, ne bom rekel zjamrava, tisto nekaj smo debatirala, pa tisto je rekel, vsi pridejo žagat, vsi samo žagajo, vsi na isto foro, na prvo žogo, a niti eden pa ne pride v studio posnet, kaj bi akustično v roke vzel, kaj bi malo zmira zadeve, kaj bi malo kaj obra ali bilo kaj, ne, te sem pa rekel, gled, jaz imam neke rife, lahko jaz naslednjič pridem, moram se doma pogledati, lahko pičen, približno postavimo, kaj se da z tega narediti, pa te ovi dvema pošljemo, ne, naj poslušata, pa naj vsaki svoj del naredita. Tak na konci je te bilo, ne, njedva sta naprimer, Denis, Timo, sta naprimer sploh ne znala, jaz sem že znal, da je 10 komadov gori, ker se je dobro čilo. Ovi dva še nista nič znala, ne, tako to v bistvu med snemanjem se je to ti komad naredil, ne. Pa mislim, kaj je teko za poslušati. Celo kakje nežnim deklinicam,
ker so ne tako nahard, ne, ko se ne prestrašijo biše in mogoče pasa. Pravijo, nikoli ni dovolj. Nikoli ni dovolj. Zato not enough za konec tega pogovora. Marjan in Timo, hvala, da sta se oglasila na Radio Prlek, oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa, hvala. Hvala tebi, pa hvala vsem poslušalcem, pa vidimo se na neke koncerti v Plenka. Čim preja. Skupina Einschlag. Vi pa poslušate Radioaktivno. We are not all the same.